Da se kupci širom Evrope in tudi pri nas najbolj odločate za križance, je jasno. Da pri nas obožujete Hyundai Tucson, pa boste izvedeli zdaj. Preteklo leto se je zanj odločilo kar 1245 domačih voznikov. To pa je uspeh za Hyundai, ki ga bo v novem letu kar težko ponoviti. Ali pač? Konkurenca je huda, zato Tucson nagovarja kupce z obliko in bogato opremo, ker tukaj ne boste našli nobenega slepega gumba. Kar poglejte, ogrevanje za sprednja sedeža, tudi za zunanja zadaj, hlajenje za sprednja sedeža, nad mano strešno okno, tukaj sistem za samodejno parkiranje med številnimi drugimi in tudi opozorilnik na prečni promet od zadaj, ki pride še kako prav na nepreglednih parkiriščih. Tale ima še električno pomična vrata prtljažnega prostora, kar sicer ni nobena novost, s funkcijo pametnega odpiranja, ki mi je povzročila kar nekaj sivih las, ko sem čistil sneg z avtomobila. Zadeva namreč deluje tako, da sploh ne rabite zamahniti pod prtljažnikom, pač pa samo stojite ob njen in ko se Tucson 4-krat oglasi, se prtljažnik odpre. Potem, ko sem očistil avtomobil, sicer ugotovil, da se ta izjemno pametna funkcija da tudi izključiti, predtem pa sem ob vsakem drugem pisku tekel stran od avtomobila. Usnje je prvih nekaj minut res hladno v zimskih mesecih, ampak se hitro ogreje, če gretju še sami pomagate s stranskim produktom fižola, ki ste ga jedli pretekli večer. Volan pa je tudi ogrevan. Posebnost te različice je še 1,7-litrski turbodizelski stroj, ki proizvede 104 kW moči, torej 141 konjev in 340 Nm navora. Je sicer bistveno bolj zmogljiv kot različica, ki premore samo 116 vrancev, ampak ne pričakujte preveč. Glasnost in robatost se s povečano močjo ni odpravila, je pa zelo dobrodošel 7-stopenjski robotiziran menjalnik z dvojno sklopko. Res lepo prestavlja. Res, da bi lahko bila notranjost še bolj kvalitetna, podvoz je manj glasno in bolj udobno, ker vse tole ne stane malo. Če se želite bahati z opremo, potem pripravite dobrih 38 tisočakov oziroma 35 680 evrov, kolikor stane s popustom. Je to veliko? Je, ker še nima 4-kolesnega pogona. Po drugi strani pa je avto všečen in nikomur ne boste rabili razlagati, kakšno funkcijo bi pa lahko imel na tistem slepem gumbu, ker ga z bogato opremo enostavno nima.